V imenu Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Drage sestre, dragi bratje in vsi, ki nas spremljate s pomočjo sodobnih medijev. Vsak človek ima naravni čut za spoznanje Boga. Sensus divinitatis. Zato dobrodošli vsi na bogoslužju. Če bi vprašali vernika islama, kje je njegov Bog, bi pogledal v nebo in rekel, tam zgoraj je. Če bi to vprašali vernika hinduizma, bi pogledal na okoli in rekel, Bog je povsod, v cvetju, živalih, ljudeh, ker je vse to božanstvo. Če bi to vprašali vernika budizma, bi pokazal na meniha, zatopljenega v meditacijo in bi rekel, da je Bog v menihu. Če bi to vprašali vernika judaizma, bi rekel, da je Bog tam, kjer do potankosti izvršujejo Božjo postavo. Če bi to vprašali kristjana, pa bi rekel, Bog je točno tam, kjer je naš greh. Nepričakovano, kaj ne? Krščanstvo je pravzaprav edinstveno zaradi Božje ljubezni. Izjemni mislec K.G. Chesterton je na vprašanje, zakaj je postal kristjan, odgovoril, da bi se končno znebil svojih grehov. Stara cerkev je oznanjala, kdor spozna svoje grehe, je večji kakor tisti, ki obudi mrtvega. Kdor vidi svoje slabosti, je večji kakor tisti, ki vidi odprto nebo in svete angele. Amen. Prisluhnimo sedaj obvestilom glede dogodkov v cerkvi. Včeraj, 28.6. je v Murski Soboti potekala volilna sinoda za novo predsedstvo naše evangeličanske cerkve. Za škofa je bil izvoljen dr. Aleksander Erniša, ki trenutno deluje kot vikar v slovenski policiji, za inšpektorja pa dosedanji inšpektor gospod Bojan Prosič. Obema želimo obilo Božjega blagoslova in modrosti pri vodenju cerkve. Včeraj je prav tako potekalo srečanje in druženje žensk ob cvetočih poljih sivke na Primorskem. Ženske so imele lep in prijeten izlet ter priložnost za druženje. V imenu celotne cerkve izrekamo sožalje družini Kilibarda Kostić, predvsem dragi sestri Dragani Kilibarda ob izgubi njenega očeta. Naj vas milostni Bog vse potolaži. Jutri v ponedeljek 30.6. je ob 19. uri kot običajno cerkev odprta za molitveno srečanje ob prebiranju psalmov in poslušanju glasbe. V sredo 2.7.2025 je ob 19. uri, torej ob 7. zvečer, cerkev odprta za običajno diskusijsko predavanje, ki bo tokrat namenjeno preučevanju zanimivega svetopisemskega odlomka. V soboto, 5. julija, imamo ob 14.30 uri cerkveno poroko, kot smo to že naslovili, se torej poročita Matevž in Nina Kocjan. Takrat bomo imeli tudi krst. V nedeljo 6. julija pa je ob 10. uri kot običajno osrednje nedeljsko bogoslužje z gospodovo večerjo. In na koncu imamo še eno veselo novico. Naša draga sestra Vandi Franko je rodila zdravega fantka Luko. Družini želimo obilo Božjega blagoslova in srečnih trenutkov. Tudi danes imamo svečano bogoslužje. Po koncu pridige Božje besede bo namreč sledil krst. Sedaj pa bomo zapeli skupno pesem, ki pravi, to je ta dan.
Biblično vodilo današnje nedelje so Jezusove besede, ki so zapisane v Evangeliju po Mateju v 11. poglavju v 28. vrstici, kjer pravi takole: Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek. Prisluhnimo sedaj Božji pesniški mojstrovini iz 36. psalma. Pravi pa takole: O Bog, kako dragocena je tvoja dobrota! Človeški sinovi se zatekajo v senco tvojih peruti, opajajo se z obiljem tvoje hiše, v reki svojih radosti jih napajaš. Zakaj? V tebi je izvir življenja, v tvoji luči vidimo luč. Zahodna civilizacija izgublja občutek za sveto, zato se spovedujemo brez kesanja. Kesanje, dragi zbrani, pa je dar Božje milosti, ki nas osvobaja sramu in krivde. S tem naredimo sončno jaso sredi temnega gozda. Zato nas vse skupaj vabim k priznanju grehov. Usmiljeni Bog Oče, priznam, da sem izčrpan od prizadevanj, da bi izpolnil svoja pričakovanja in pričakovanja drugih. Zato me tolikokrat prevzamejo nelagodje, malodušje in obup. Odpusti mi, ker se umikam v svoj svet in čedalje bolj častim stvari, ter imam odnos z njimi namesto svojimi bližnjimi. Žal mi je, ker tolikokrat odneham in izberem lažjo pot. Oprosti mi, ker ti še nečesa nisem dal, svojih grehov. Pozabljam, da se splača živeti samo za tisto, za kar se splača tudi umreti. In da se splača umreti samo za tisto, kar je nesmrtno in večno. Odpusti mi, ker pozabljam, da bistvo vere ni v tem, da bi razumel, ampak da bi zaupal. Kajti, ko me življenje utesnjuje, ne potrebujem razlogov, ampak tvojo tolažbo. Ne potrebujem odgovorov, ampak tvojo prisotnost. Zato te iskreno prosim, Gospod, usmili se, Kristus, usmili se. Prisluhnimo sedaj besedam milosti in slavospevu, ki pravijo: rešitev pravičnih prihaja od Gospoda, njihovega zavetja ob času stiske. Zato naj bo slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Amen. Vabim k skupni molitvi. Nebeški Oče, prosim te, naj mi krščanstvo postane še bolj privlačno, moje srce pa poslušno, rahločutno in odzivno. Naj tolažim bolj, kot si želim biti potolažen. Naj razumem bolj, kot si želim biti razumljen. Naj ljubim bolj, kot si želim biti ljubljen. Naj služim bolj, kot si želim biti poslužen. Naj za druge skrbim bolj, kot si želim biti sam oskrbljen. To naj bo moja drugačnost. To naj bo moja svetost. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. V nadaljevanju bomo prisluhnili berilu, še prej pa zapeli pesem Mogočen Gospod. Sočutja si želimo,
izvolite sesti. Današnje berilo je iz Evangelija po Luku, 14. poglavje od 16. do 24. vrstice. Pa prisluhnimo. On pa mu je rekel: neki človek je priredil veliko večerjo in jih je mnogo povabil nanjo. Ko je bil čas za večerjo, je poslal svojega služabnika povabljenim povedati, naj pridejo, ker je že vse pripravljeno. Vsi pa so se začeli v en glas opravičevati. Prvi mu je rekel: njivo sem kupil in si jo moram iti ogledati. Prosim te, imej me za upravičenega. Drugi je dejal: 5 jarmov volov sem kupil in jih grem preizkusiti. Prosim te, imej me za upravičenega. Spet drugi mu je rekel: oženil sem se in zato ne morem priti. Služabnik se je vrnil in to sporočil svojemu gospodarju. Tedaj se je hišni gospodar razsrdil in dejal svojemu služabniku: pojdi brž na mestne ceste in ulice in pripelji sem uboge in pohabljene, slepe in hrome. Služabnik je rekel gospodarju: gospod, zgodilo se je, kar si naročil, in še je prostor. Tedaj je gospodar rekel služabniku: pojdi na pota in vzdolž ograj in prisili ljudi, naj vstopijo, da se napolni moja hiša. Kaj ti povem vam, nobeden izmed onih povabljenih mož ne bo okusil moje večerje. Drage sestre, dragi bratje, danes nas Jezus skozi prebrano priliko vabi k razmisleku. Gospodar je pripravil bogato pojedino. Vse je pripravljeno, vse je podarjeno, toda vabilo ni bilo sprejeto. Eden je šel na polje, drugi k volom, tretji k družini, vsak je imel svojo skrb, a nihče ni našel časa za gostitelja. Dragi zbrani, kako pogosto smo mi povabljeni k mizi Božje besede, k mizi Evharistije? Kolikokrat vabilo Boga ostane neodgovorjeno, ker imamo pomembnejše stvari? Toda Bog kljub zavrnitvi ne odneha. On kliče naprej, kliče uboge, pohabljene, slepe in hrome, kliče tebe in mene. Njegova gostija ni za popolne, ampak za tiste, ki imajo odprto srce in so pripravljeni priznati svoje slabosti, sprejeti Božjo ljubezen in se pustiti spremeniti. Zato pridimo pred Gospoda z odprtim srcem, brez izgovorov, pripravljeni sprejeti njegovo vabilo. In naj bo naslednja pesem naš odgovor Bogu, pravi pa takole: tebi dajem srce in dušo, Gospod. Vstanimo in zapojmo to pesem. No!
častilci pravi častijo ga. To dnevi so, ko rešitve pot razodeva se. To ura je, ko do sveti noč izliva spet, da v resnici še v duhu molimo. Sveto, sveto, sveto je ime. Vredno, vredno ga narodi častiti. Silno, silno ime je tvoje le. Obožujemo v resnici v duhu te. To je ta čas, ko častilci pravi častijo ga. To dnevi so, ko rešitve pot razodeva se. To ura je, ko do sveti noč izliva spet, da v resnici še v duhu molimo. Sveto, sveto, sveto je ime. Vredno, vredno ga narodi častiti. Silno, silno ime je tvoje le. Obožujemo v resnici v duhu te. Obožujemo v resnici v duhu te. Gospod, hvala ti, da je tvoja miza vedno pogrnjena in pripravljena za tiste, ki te potrebujejo. Zato prihajamo k tebi, takšni kot smo, nepopolni in z mnogimi ranami, ki jih predajamo tebi, da jih ozdraviš in zaceliš. Hvala za tvoje povabilo. Amen. Izvolite sesti, pred nami je utrinek za otroke. Tako, dragi otroci in tudi seveda odrasli, kar pridite naprej. Danes se bomo v utrinku za otroke vsi skupaj poskušali naučiti nekaj o krstu. Kot vemo, v krščanskih cerkvah je možen krst odraslih in otrok. S to razliko, da v protestantski tradiciji krst otrok se pravzaprav izvede lahko v različni starosti, vendar je potem, ko otrok razume pomen krsta, potrebna še konfirmacija, kar pomeni, da otrok svojo osebno vero, ko odraste, to vero tudi potrdi, konfirmira ali izpove. Da pa ne bo to vse tako zelo abstraktno, bomo sedaj to pogledali na konkretnem primeru. Otroci, kaj imam tole? Kaj je to? Avto. A vam je všeč tak avto? Je, dobro. A bi kdo od vas imel avto, kar zdaj? Da bi vam mami pa oči dala ključe od avta in da se greste peljati?
naš je zdaj malo manj pogumen, drugače bi. Aha, imamo še enega kandidata. Torej, seveda, otroci bi bili zelo navdušeni, če bi danes lahko dobili ključ od avtomobila in se z njim odpeljali. Tako, predstavljajte si, da če imamo odraslo osebo, ki razume pomen krsta, in danes lahko damo, kaj mislite, kaj? Avtomobil in tudi ključ. Torej, vsi tisti, ki se boste danes krstili, tukaj imate avtomobil, ključe, zagotovo se lahko varno odpeljete iz tega čudovitega griča. Kaj bomo pa naredili z otroki? Tukaj bomo pa morda malce spremenili redosled, torej vrstni red, pa jim bomo najprej dali ključe. Tako. Starši bodo poskrbeli za to, da bo tehnični narejen, da bo zavarovanje plačano, skrbeli bodo za ta avtomobil, da bo lepo vzdržan. Zakaj še? Plačali bodo verjetno tudi za nove gume, pnevmatike, poskrbeli bodo za varnost avtomobila, ga servisirali in potem, ko bo otrok dovolj star, da bo to razumel, mu bomo dali še avto. Torej, z drugimi besedami, ključi so krst otroka, ki pravzaprav ga starši prinesejo pred Boga z željo, da bi osvojil krščanske vrednote, da bi imel milostni dar. Kaj mi brani, da bi bil krščen? To je vendar milost. Potem pa, ko bo otrok dovolj star, bo s konfirmacijo, torej z avtomobilom, dobil priložnost, da se skupaj s temi ključi in z avtomobilom tudi odpelje v svet. V tem času pa bodo starši poskrbeli za to, da bo njegov avtomobil, torej njegova vera, rasla, da bo servisirana, da bomo poskrbeli za servis, za varovanje, torej da bomo poskrbeli za njegovo vzgojo. Morda še ena prispodoba, kdo od nas se brani ali se ne bi branil darilnega bona? Torej, z današnjim dnem damo otrokom vaučer, ček, darilni bon. Ta darilni bon bodo lahko izkoristili takrat, ko bodo dovolj stari, da bodo to razumeli in bodo svojo vero lahko tudi javno konfirmirali, jo javno priznali. Upam, da smo vsi dobili eno sliko o tem, kako izgleda krst otrok in odraslih v protestantski tradiciji. Predvsem pa nam vsem skupaj želim, da bi vsi negovali ta milostni dar, kot je rekel Martin Luther. Krst je namreč milostni dar. Kaj mi brani, da ga ne bi podelila? Pred nami je še prostovoljna nabirka, zato vstanimo in skupaj zapojmo pesem Moč je moja v tebi. Moč je moja v tebi, krivi si življenja, Gospod, tebe upam, v tebi.
Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha naj bo z vami vsemi. Amen. Danes nas Jezus vabi k poslušanju njegove besede, iz katere bomo slišali, kako Bog pripravlja živo vodo, da odžeja naša srca. Povabljeni smo k mizi duhovni hrani, ki naj nas okrepi v veri, zaupanju in ponižnosti pred Bogom. Današnji tekst, ki ga bomo prebrali iz Svetega pisma, je iz knjige preroka Izaije, 55. poglavje od 1. do 5. vrstice. Prosim, če lahko ustanemo. Pravi pa takole: O vsi, ki ste žejni, pridite k vodi, in vi, ki nimate denarja, pridite, kupite in jejte. Pridite, kupite brez denarja, brez plačila, vino in mleko. Zakaj trošite denar za to, kar ni kruh, in svoj zaslužek za to, kar ne nasiti? Poslušajte me in jejte dobro. Naj uživa v sočni jedi vaša duša. Nagnite svoje uho in pridite k meni, poslušajte in bo živela vaša duša. Vcepil vam bom večno zavezo, Davidove dobrote, ki so zanesljive. Glej, za pričo narodom sem ga postavil, za voditelja in zapovednika narodom. Glej, narode, ki jih ne poznaš, boš poklical, in narodi, ki te ne poznajo, bodo prihiteli k tebi zaradi Gospoda, tvojega Boga, in zaradi Svetega Izraelovega, ki te je poveličal. Amen. Blagor tistim, ki Božjo besedo poslušajo in se po njej ravnajo. Izvolite sesti. Želel bi najprej nekaj povedati o pomenu vode v Svetem pismu. Voda v Svetem pismu ima zelo bogat simbolni pomen. Pojavlja se skozi celotno Sveto pismo, tako v Stari zavezi kot v Novi. Pogosto voda simbolizira očiščenje, življenje, obljubo, kaos ali celo Božjo prisotnost. Pa si poglejmo nekaj pomembnih načinov, kako je voda prikazana. Voda kot simbol življenja in stvarjenja. V 1. Mojzesovi knjigi, v 1. poglavju 2. vrstica pravi Božja beseda takole: Ob stvarjenju sveta je Božji duh lebdel nad vodami, kar nakazuje na prvinsko kaotično stanje, iz katerega Bog prinese red in življenje. Tako kot fizična voda je potrebna za preživetje, je Božja beseda ali milost potrebna za duhovno življenje. Lahko rečemo, da je voda nujna za telesno in duhovno življenje. Voda kot sredstvo uničenja in očiščenja. Vesoljni potop. Voda uniči pokvarjeno človeštvo, a hkrati omogoča nov začetek z Noetom. Rdeče morje. Bog uporabi vodo, da reši Izraelce in uniči Egipčane. Tu voda simbolizira rešitev, hkrati pa sodbo. V Mojzesovi postavi je voda pogosto uporabljena v obredih očiščenja. V Novi zavezi krst z vodo predstavlja očiščenje od greha in novo življenje v Kristusu. Jezusov krst, zelo pomemben trenutek, ko se Jezus razodene kot Božji sin. Jezus ponuja živo vodo. Samarjanki pri vodnjaku Jezus ponuja živo vodo, kar pomeni večno življenje, ki ga daje Sveti Duh. Ko je bil Jezus križan, so sulico prebodli Jezusovo stran in tisti, ki so to videli, so rekli, da je tekla voda in kri. Na kaj vas to spominja? Simbol zakramentov, Evharistije in krsta. In kot peto, voda kot Božji blagoslov. V Psalmu 23 beremo: Na zelenih pašnikih mi daje ležišče, vodi me k vodam počitka. Voda je kot simbol duhovne osvežitve.
In v razodetju beremo, reka žive vode teče iz Božjega prestola, simbol večnega življenja in popolnega občestva z Bogom. Sedaj pa si oglejmo, kaj je to žeja. Verjamem, da smo že vsi okusili, kaj je to žeja in kako je hudo, če nimaš takrat vode. Žeja je občutek, ko ga telo sproži kot signal, da potrebuje tekočino. Gre za eno najbolj osnovnih fizioloških mehanizmov, ki skrbijo za ravnovesje tekočin in elektrolitov v telesu. Žeja je tesno povezana z delovanjem možganov. Zakaj občutimo žejo? Ko telo izgubi tekočino, se poveča koncentracija soli v krvi. Naši možgani zaznajo to neravnovesje in sprožijo občutek žeje, da nas spodbudi k pitju tekočine. Koliko vode potrebujemo na dan? Povprečna odrasla oseba, sem nekje prebral, rabi od 2 do 3 litrov tekočine na dan. In kaj se zgodi s človekom v življenju, če mu pomanjka voda? Človek lahko dehidrira. Dehidracija lahko povzroči suha usta, utrujenost, glavobol, zmanjšanju koncentracijo, v hujših primerih vrtoglavico, zmedenost, okvaro ledvic in smrt. Današnja Božja beseda nam ne govori o telesni žeji, čeprav je huda, ampak o duhovni, ki je velikokrat še hujša. Bog nas je ustvaril s telesom, duhom in dušo. Ko telo potrebuje vodo, nas opozori z žejo ali z glavobolom. Tudi duša ima svojo žejo. Žejo po miru, po smislu, po ljubezni, po resnici in po samem Bogu. Danes lahko rečemo, hvala Bogu, da nam hrane ne manjka. To pomeni, da nismo lačni. Lahko smo pa duhovno izžeti, brez vode. Imamo vse, kljub temu ostane občutek praznine. To je žeja, o kateri govori prerok Izaija. Telesna žeja lahko pripelje človeka do obupa. Duhovna žeja gre pa še globlje. Današnji svet ponuja nešteto načinov, kako to žejo pogasiti. Z dosežki. Človek se rad hvali svojimi dosežki, športnimi ali znanstvenimi. Z materialnimi stvarmi radi kopičimo, nabiramo. Če ima sosed boljši avto, si ga moram tudi jaz kupiti. Digitalni svet. V bistvu današnji človek ne živi več v realnem svetu, ampak v virtualnem. Ure in ure preživimo na računalnikih in telefonih. Religiozne navade. Živim brez odnosa z Bogom. Spoštujem vsako religijo, vsako veroizpoved, toda človek potrebuje odnos z živim Bogom. Dragi sestre, dragi bratje, imam eno vprašanje za vse nas prisotne tukaj. Ste žejni? Kdaj ste nazadnje zares čutili, da vam nekaj manjka? Ne na zunaj, ampak nekaj znotraj v odnosu do Boga. Na to vprašanje si lahko vsak sebi odgovori. Iz prebranega teksta vidimo, da Bog vabi ljudi brez izjeme in brez pogojev. O, vsi, ki ste žejni, pridite k vodi, in vi, ki nimate denarja, pridite, kupite in jejte. Pridite, kupite brez denarja, brez plačila, vino in mleko. V nasprotju z našim svetom, kjer je vse pogojeno, če imaš denar, vse dobiš, Bog pravi, pridite vsi, ki ste žejni, to pomeni, da naj pride vsak, ki čuti notranje pomanjkanje. Tudi tisti, ki nimate denarja. Nedolgo me je en prijatelj vprašal, koliko moram denarja dati, če pridem v vašo cerkev? Sem rekel, nobenega denarja, prostovoljno prideš.
To pomeni, da ne potrebuješ bogatstva, dosežkov in popolnosti. To je milost, to je bistvo evangelija. Ne moremo si kupiti Božje ljubezni. Bog nas brezpogojno ljubi, čeprav ne zaslužimo te ljubezni. Bog nam vse to daje v dar, ker je On izvir ljubezni, izvir milosti in življenja. Vse to dobimo brezplačno. V prebrani vrstici poleg vode omenjeno je tudi vino in mleko. Voda je simbol očiščenja novega začetka. Vino je simbol veselja, Božje zaveze, mleko pa simbol rasti. Bog nam torej ne da minimalnega preživetja, ampak obilje njegovega blagoslova. To je milost. Vse to Bog daje brezplačno, ker nas ljubi in ker ve, da brez njega ne moremo obstati. Zakaj trošite denar za to, kar ni kruh, in svoj zaslužek za to, kar ne nasiti? Poslušajte me in jejte dobro, naj uživa v sočni jedi vaša duša. Zelo zanimiva vrstica. Bog nas ne kritizira, ko kaj iščemo, ampak nas kritizira, kje iščemo. Kolikokrat iščemo v sreče v stvareh, ki duše ne nasitijo, ali pa jo kratkotrajno. V knjigi preroka Jeremije beremo sledeče: saj je moje ljudstvo storilo dvojno hudobijo. Zapustili so mene, studenec žive vode, in si izkopali kapnice, razpokane kapnice, ki ne držijo vode. Kolikokrat vlagam v stvari, ki nam na koncu ne dajo nič. Vlagamo v uspeh, a brez miru. Samo da jaz uspem in sem na vrhu. Vlagamo v užitek, a brez trajnosti. Samo da jaz uživam, da je meni lepo, za drugega mi ni mar. Vlagamo v priznanje, a brez Božje ljubezni. Vlagamo celo v duhovni minimalizem, da le pridem v cerkev. Žal se danes mnogi tako obnašajo. Pridem v cerkev v nedeljo, pa še to ni potrebno, da vsako. Ob praznikih bo dovolj. Dragi zbrani, Bog je Bog odnosov in želi imeti odnos z vsakim izmed nas vsak dan, ne le enkrat tedensko ali celomesečno. Nagnite svoje uho in pridite k meni, poslušajte in bo živela vaša duša. Vcepil vam bom večnu zavezo Davidove dobrote, ki so zanesljive. Glej, za pričo narodom sem ga postavil za voditelja in zapovednika narodom. Glej, narode, ki jih ne poznaš, boš poklical, in narodi, ki te ne poznajo, bodo prihiteli k tebi zaradi Gospoda, tvojega Boga. V vrsticah od 3. vrstice do 5. Bog obljublja novo zavezo, tako kot je imel s kraljem Davidom. Ta zaveza najde danes izpolnitev v Jezusu Kristusu, ki pravi: če je kdo žejen, naj pride k meni in naj pije. To je prerokba o Kristusu. Bog je obljubil odrešenika, ki je odprl pot do žive vode. Jezus je ta živa voda, ki duši prinaša mir, odpuščanju, novo srce in večno življenje. Jezus ni neka alternativa. On je pravi izvir, on je pravi Bog. Bog še danes vedno vabi utrujene, izgubljene, dvomeče, ranjene. Morda si že dolgo hodil k razpokanim vodnjakom. Morda si izgubil občutek žeje ali z drugo besedo si otopel. Morda imaš v sebi lažno upanje, da imaš vse, kar potrebuješ, a v tebi je še vedno praznina. Bog te ne obsoja. Kristus je umrl tako za mene, kot tudi za tebe. Bog te danes vabi: pridi, brez denarja, brezpogojno, le odpri mu srce in veruj vanj. Dragi sestre, dragi bratje, vsi, ki smo žejni, naj nas ta žeja ne vodi v puščavo tega sveta, ampak izviru žive vode, ki je sam Bog.
Ne iščimo več tistega, kar nas ne nasiti in ne odžeja. Poslušajmo njegov glas, odzovimo mu se, on nas bo odžejal. Ne le danes, ampak vsak dan. Kdor pa bo pil iz vode, ki mu jo bom dal jaz, ne bo nikoli žejen, pravi Jezus Kristus v Božji besedi. In Božji mir, ki presega vsak naj varuje vaša srca in vaše misli o Kristusu Jezusu. Amen. Molimo. Gospod, zahvaljujem se ti, da lahko pridemo k tebi s praznimi rokami in odprtim srcem. Zbudi v nas duhovno željo, ki bo hrepenela po tebi. V tem svetu ni ničesar, kar bi nas moglo napolniti razen tebe. Daj nam željo, da te iščemo vsak dan in sprejemamo od tebe živo vodo, vodo odrešenja, miru, tolažbe in ljubezni. To te prosim v tvojem prečudovitem imenu Jezus. Amen. Sledi pesem Naj zdaj živa voda teče. Verujem v Boga Očeta, vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje. Verujem v Jezusa Kristusa, Sina Božjega, edinorojenega, Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Device Marije, trpel pod Poncijem Pilatom, bil križan, umrl in bil pokopan. Šel je v smrtni kraj, na tretji dan je vstal od mrtvih, šel v nebesa, tam sedi na desnici Boga Očeta Vsemogočnega. Od tam pride sodit žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha, sveto vesoljno krščansko cerkev, občestvo svetih, odpuščanje grehov, vstajenje od mrtvih in večno življenje. Amen. Sveta Božja cerkev, tudi mi lahko obnovimo svojo krstno zavezo. Zagotovo imamo vsi
spomin na ta dogodek, zato ne pozabimo, da smo odrečeni, živimo vredno klica, s katerim smo bili poklicani. To naj bo naš opomnik, naš spomin, da smo vključeni v največjo družino vseh družin, vesoljno krščansko cerkev, ki je sprejemajoča, ne glede na to, v kakšnem stanju smo. Sedaj pa bomo zaključili to bogoslužje z Jezusovo molitvijo ali Oče naš, to je molitev cerkve, ki jo bomo skupaj zapeli. Naš Oče, ki si v nebesih, posvečeno budi Tvoje ime. Pridi Tvoje kraljestvo, stvori se Tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji. Kraja jest nam vsak dan in kruh, in odpusti nam vse dolgove, kakor mi odpuščamo dolžnikom. In ne opeli nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega, ker Tvoje je kraljestvo, moč in slava, o naš Oče, za Draga cerkev, sprejmimo še duhovniški blagoslov. Gospod naj te blagoslovi in te varuje. Gospod naj da sijati svoje obličje nad tabo in naj ti bo milostljiv. Gospod naj dvigne svoje obličje nad te in ti podeli mir. Amen.